Dobrodošli nazaj. Verjamem, da vam je malo odmora in kosilo dobro delo, da ste zdaj polni sveže energije in zagona za nadaljevanje. Sledi pa zdaj tudi uradna otvoritev jubilejnega 20. kolokvija. Torej, 20. se srečate takole na kolokviju asfaltov, bitumnov in vozišči. Najprej bom za besedo prosila predsednika Združenja asfalterjev Slovenije, gospod Slovenko Henigman. Beseda je vaša, prosim. Spoštovane gospe in gospodje, dobrodošli na 20. kolokviju o asfaltih, bitumnih in voziščih. Prvič smo ta dogodek organizirali 10. decembra 1996, torej minilo je skoraj 30 let. Si znamo predstavljati, 30 let. Dovolite mi, da med nami posebej pozdravim naše goste, direktorico Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, gospod Karmen Praprotnik, predsednika uprave Petrola, gospoda Sašota Pergarja in pa predsednika Evropskega asfalterskega združenja Rolfa Pompa. Prav tako pozdravljam vse člane ZAS, vse goste in dovolite mi, da posebej med nami pozdravim predsednike in direktorje sestrskih organizacij asfalterskih združenj iz Evrope. Najprej Juana Joseja Potija, predsednika Španskega združenja, Miroslava Kelerja, predsednika Hrvaškega združenja, Gorana Mijoskega, predsednika asfalterskega oziroma cestarskega združenja inženirjev iz Severne Makedonije, Tiborja Veresa, predsednika Madžarskega asfalterskega združenja, Marka Bokisa, direktorja Nemškega asfalterskega združenja DAV in pa prej že videnega Karstena Kerherja, direktorja EAPE. Rad bi med nami pozdravil tudi študente. Mi smo zelo veliko včeraj govorili, pa tudi danes o tem, kako si želimo več mladih ljudi v panogi, kako si želimo več ženske populacije v panogi, zato poseben pozdrav študentom Ljubljanske in Mariborske fakultete. In pa seveda na koncu bi se rad zahvalil tudi vsem, ki pomagajo kreirati ta kolokvij, zato da imamo, bom rekel, tako prijetno vzdušje, kakor ga imamo. Jaz sem za ta uvod pripravil par slajdov, ki sem jih še malo razširil, glede na to, da so se nam opravičili z Darsa in da je zbolela predsednica uprave Luke Koper. Torej, še enkrat dobrodošli, dovolite mi pa 3 poudarke iz tega nagovora. Rad bi par besed namenil kolokviju. Kaj kolokvij pomeni za asfalterstvo v Sloveniji? Kje smo v asfalterski branži? Kar nekaj vas je tistih, ki niste, bom rekel, doma z asfalterstvom, prihajate z cestnega gospodarstva, prihajate, bom rekel, z univerz in tako naprej, pa bi vam predstavili, kakšni so trendi in kje smo. In pa na koncu, ceste, mislišmo veliko čez ceste in tako naprej, lahko bi rekel, ceste niso ravno in v zadnjih 10 letih. Pa kot boste slišali potem, so najpomembnejša prometna infrastruktura. Torej, kolokvij, to so fotografije iz tega prvega srečanja, ko smo imeli strokovno srečanje o polimernih bitumnih. In zato se je tudi ime širilo, tudi dogodek je bil najprej enodnevni, je bil potem 1 dan in pol in smo imeli to otvoritev ob 2 in zato je otvoritev ostala ob 2. Mi smo kolokvij pa širili tudi na dopoldanski del in tudi na včerajšnji del, tako da v bistvu gre za 3-dnevno prireditev. Torej, tako kot se je širilo obseg, se je širilo tudi ime. In vedno bolj je v ospredju tudi cestna prometna infrastruktura, kajti ugotavljamo, da društev za ceste je vedno manj, se celo ukinjajo, mi pa ugotavljamo tudi v Evropskem asfalterskem združenju, da moramo več skrbništva prevzeti za ceste. Več let je bil kolokvij, bi rekel, celo edina takšna osrednja konferenca v tem delu
Evrope. V zadnjih letih moram reči, da so tudi sosednja združenja zelo aktivna in je takih konferenc veliko, recimo v Opatiji, odlično srečanje vsake 2 leti, na Madžarskem in tako naprej. Na tem kolokviju se lahko predstavijo najboljši domači, povabimo vrhunske mednarodne strokovnjake in za ZAS ima, jaz lahko temu rečem, kongresni značaj. Mi vedno pogledamo, kje smo in kaj nas čaka za naslednji 2 leti. In jasno, da preko takšne konference tudi povezujemo domačo asfaltersko industrijo in pa seveda utrjujemo tudi mednarodno povezovanje. Približno 1/3 udeležencev prihaja iz tujine. Če pogledamo par številk, vidite, da je bilo kar veliko prispevkov v teh letih in pa več kot 3500 udeležencev. Grem na drug segment, to je asfalterska industrija v Sloveniji. Vemo, da poteka proizvodnja na 18 bazah in da smo v zadnjih 7 letih dosegli proizvodnjo okoli 14 milijonov ton, kar pomeni 2 milijone ton na leto, 2 milijona ton vročih asfaltnih zmesi, kar pomeni 1 tono po prebivalcu. In s tem smo dosegli ta cilj, ki smo ga postavili okoli leta 2014-2015, ko je bilo res hudo, ko so firme propadle, ko ni bilo poslov, ko ni bilo naročil. In takrat smo razvili tako imenovano zlato investicijsko pravilo in lahko ugotovimo, da ga v zadnjih 7 letih v Sloveniji na tem področju, na našem področju zelo dobro upoštevamo. Razlike v posameznih letih so manjše od 5% v proizvodnji in to je tisto, kar smo si želeli in si želimo tudi za naprej. Jaz bi zdaj predstavil 2-minutni film, ki smo ga predstavili na konferenci Asfalt 4.0, pa bi prosil, če ga zavrtijo. At ZAS, under the pillar of digital technologies and tools, we expanded the slogan Asphalt 4.0 years ago into the theme Asphalt 4.0 for sustainable pavements and adopted the following goals. Lower the temperature of all types of asphalt mixtures by 10 degrees Celsius and reduce transport distances. Create conditions for the use of warm mix asphalt. In addition to the already adopted technical specification, we encourage clients to increase its use. Increase the extent of asphalt recycling. Ensure the mandatory use of protective equipment for workers, especially in summer months. Prepare a legislative proposal for the introduction and stimulation of the suggested innovations. Implement digital solutions in all of the mentioned areas to the greatest possible extent. After 3 years, we can assess that we have achieved most of the set objectives. We see similar progress in other European countries where our representative, ERPA, through the presented document towards net zero, the active Asphalt 4.0 Committee and General Advocacy for Digitalization encourages its membership and the entire asphalt industry to accelerate the realization of the adopted goals. In the future, we expect to make even greater use of available techniques, inspire both current and new professionals, and fully utilize the long-term development achieved in this field. S tem sem nekako zaključil ta del, poudarek na področju asfalterske industrije. Rad bi povedal za zaključek pa, katere so prednosti in kateri so naši izzivi. Vsekakor lahko rečemo, da imamo zelo dobro proizvodnjo za najbolj zahtevne asfaltne zmesi in to nam zagotavljajo predvsem dinamične preiskave, ki smo jih uvedli pred približno 15 leti. Vsak naš odsek je preverjen, vse zmesi, ki jih vgrajujemo na odsekih s težko obremenitvijo z temi dinamičnimi preiskavami in s tem smo si pridobili tudi zelo široko banko podatkov, recimo to so deloma rezultati pri nizkih temperaturah in s tem v bistvu obvladujemo težek promet, ki ga imamo na naših cestah.
V filmu so bili omenjeni topli asfalti in ponovna uporaba. Tukaj bi rekel, da so aktivnosti v porastu. Jasno, da si želimo več, ampak začelo se je, firme so se opremile, vedno več se vgrajuje toplih asfaltov in tudi vedno več starega asfalta se uporablja v novem. Lahko rečemo, da so podjetja pričela z modernizacijo asfalterskih obratov. Praktično vsako podjetje po teh, lahko rečemo, dobrih letih nekaj dela na svojem obratu. Tako da to je dobro. In pa tudi digitalizacija je v pohodu. Tako da kar nekaj prednosti, s katerimi se lahko pohvalimo. Na drugi strani pa imamo izjemne kadrovske izzive, pa nismo edina branža. Praktično v vseh branžah so danes kadrovski izzivi, zato je treba biti napreden in treba je biti motivacijski, zato da ljudje pridejo v branžo. Če je digitalizacija prednost, je tudi izziv, ker to je nikoli končana zgodba in na tem je treba skozi delati, se razvijati, zmanjšati potrebo po ljudskem kadru. Skratka, digitalizacija je na obeh stvareh. In ravno zato, da spodbujamo kadrovske izzive in digitalizacijo, smo tudi v naši organizaciji ustanovili dva strokovna odbora, odbor mladih strokovnjakov in pa odbor Asfalt 4.0, kjer v bistvu preko tega dela v strokovnih odborov tudi spodbujamo te napredne dejavnosti. In zadnja stvar, kjer imamo dejansko, bi rekel, da največji izziv so, kako priti na okoljskem, na višji nivo, na višjo stopno, da bojo asfalti imeli svoje EPD-je, preko katere se bo tudi ločilo, kdo je bolj ekološki od tistega, ki je manj ekološki. S tem bi v bistvu zaključil ta segment dejavnosti asfalterske in prišel na naslednji segment, na ceste kot najpomembnejšo prometno infrastrukturo. Zakaj so ceste najpomembnejša infrastruktura? Odgovor na to vprašanje na temle grafu, če pogledamo, koliko potniških kilometrov naredimo na posamezni infrastrukturi, vidite, da se za potniški promet ceste bližajo, rekel, zdaleč preko 90%. In tukaj v Sloveniji celo več, kot je povprečje v EU-ju. Na drugi strani pa za tovorni promet lahko ugotovite, da je tovornega prometa na cestah v Sloveniji celo manj, kakor je povprečje v EU-ju. Dejstvo je, da zelo veliko tovornega prometa v Sloveniji poteka preko železnic. V Sloveniji imamo tudi številne evropske koridorje, panevropske koridorje, to sta 5. in 10. koridor in imamo 3 TNT koridorje. V lanskem letu je Evropska komisija sprejela tudi balkanski koridor, ki poteka praktično preko celotnega Balkana, kar je vidno na sliki. Promet je v Sloveniji zelo velik, povprečen na avtocestnem omrežju blizu 45 000, zelo velike so pa tudi prometne obremenitve, se pravi zelo visok delež težkih tovornih vozil. Če lahko vidite te številke, vidite, da smo blizu 100 000 povprečnega letnega dnevnega prometa v okolici Ljubljane in pa delež težkih tovornih vozil od 10 pa tudi do 30% na nekaterih cestah, ki imajo nekoliko nižji PLDP. Preko Slovenije se letno pripelje 5 milijonov težkih tovornih vozil. Zato seveda čudi, ko vedno več stojimo na cestah, ko ugotavljamo, koliko stroškov imamo s tem, da imamo tako velik odpor proti temu, da bi širili avtocestno omrežje, da bi povečali kapacitete. Tukaj je recimo en članek, ki je bil 2 dni nazaj v enem časniku, kjer se ugotavlja, da bomo z dodatnimi prometnimi pasovi samo dodatno generirali promet. Jaz razumem, da se to sprašujejo v Kaliforniji, ker imajo 12 ali pa 14 pasovnice, ali še povečati za dodatne pasove. V Sloveniji, ker imamo največ 4 pasove, po 2 vsako smer, se nimamo tega kaj spraševati, dok ne bomo omrežje ustrezno razširili. Ker na drugi strani pa pišejo novinarji tudi to, da bi mogla naslednja vlada, ki bo predvidoma izvoljena sredi naslednjega leta, postaviti v 3-točkovnem programu
tudi širitev celotnega omrežja na 6 pasovnice. Se pravi, imamo takšne in drugačne, ampak odpor proti širitvam in gradnji cest je izjemno velik in te civilne iniciative imajo tudi veliko moč, v medijih so absolutno dominantne in zato je pomembno, da tudi mi dvignemo svoj glas in da povemo, kako koristne so ceste, zakaj jih rabimo in koliko zgubimo oziroma pridobimo, če jih ustrezno širimo. Tukaj je ta osnovni standard za Slovenijo, 6-pasovnica z odstavnimi pasovi. Seveda v zadnjem letu, 2 so se stvari premaknile in tukaj je prečni profil razširjene avtoceste Ljubljana-Vrhnika, ki bo šla v kratkem v razpis. Tukaj so tudi spodobne debeline projektiranih asfaltnih voziščnih konstrukcij. O tem bo danes še veliko govora, imamo posebno točko, na kateri se bomo pogovarjali o pomenu razvoja cestnega omrežja. Tako da bi na tem tudi s to temo končal in prišel k zaključku svojega tega nagovora in še nekaj besed o programu 20. kolokvija o asfaltih, bitumnih in voziščih. Mi smo imeli včeraj poleg sestanka izvršnega odbora Evropskega združenja tudi sestanek članov pravnih oseb, to je sestanek OPD z naročniki, izjemno plodno, izjemno dobre informacije, tako z Darsa kot direkcije. Lahko rečemo, da so odlično pripravljeni za naslednjo leto, plani so visoki, tako da se bo treba tudi z izvajalske strani precej potruditi, da bo vse to realizirano. Za danes pa dopoldne smo imeli 2 odlični sekciji in tudi jutri nas čakata še 2. Popoldne pa najprej vabljena predavanja, 3+2, se pravi 5 vabljenih predavanj. Potem jutri tudi predstavitev podjetij in družb v posebni sekciji, danes pa še motivacijsko predavanje, kulturni dogodek s podelitvijo priznanj in predvsem to, kar je tudi poleg same stroke najpomembnejše na takšnih dogodkih. To je seveda druženje. Zato tudi pošteni odmori, da se lahko pomenimo, da lahko izmenjamo stališča in k temu je seveda namenjen kolokvij, ki ga ne bi bilo možno doseči, če ne bi nas podpiralo takšno veliko število podjetij. Mi se res lahko pohvalimo, da v slovenskem ZAS-u so vključena vsa podjetja, ki proizvajajo asfalte 100% in seveda tukaj so, rekel, ta podjetja, ki nas podpirajo in tudi podpirajo kolokvij, veliki pokrovitelji in pa na koncu eden in edini, naš zvesti spremljevalec skozi vseh 20 let, naftna energetska družba Petrol. Hvala lepa za odlično sodelovanje, nadaljevanje pa potem še sledi. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Henigman. Veseli smo pa, da lahko v besedi povabimo tudi predsednika uprave Petrola, gospod Sašo Bergar. Izvolite, prosim. Ja, najlepša hvala. Spoštovane udeleženke in udeleženci, cenjeni predstavniki stroke, partnerji in gostje. Veseli me, da vas lahko v imenu skupine Petrol pozdravim na jubilejnem že 20. kolokviju o asfaltih, bitumnih in voziščih. Dogodek, ki ga skupaj z Združenjem asfalterjev Slovenije organiziramo že od ustanovitve, je postal srednje stetišče stroke, kjer se obravnavajo najpomembnejše teme razvoja, inovacij in prihodnosti cestne infrastrukture. Kolokvij ima ključno vlogo pri povezovanju znanja in iskanju rešitev, ki neposredno vplivajo na napredek gospodarstva in kakovost življenjskega okolja. Petrol je član Združenja asfalterjev Slovenije praktično od njegove ustanovitve. Skupaj že skoraj 30 let povezujemo znanje, izkušnje in odgovornost do okolja. V tem času smo z industrijo, izvajalci in partnerji
razvili številne rešitve, ki so prispevale k sodobni cestni infrastrukturi in večji povezanosti Slovenije. Udeležencev kolokvija in skupine Petrol pa ne povezujejo le bitumni. Povezuje nas celotna veriga dejavnosti, povezanih z nafto in zemeljskim plinom, od oskrbe z energenti, UPN in veleprodajnih kategorij do maziv, pneumatik in drugih rešitev za mobilnost. Skupaj soustvarjamo panogo, ki pomembno prispeva k razvoju in konkurenčnosti slovenskega gospodarstva. Kakovostni bitumni pa ostajajo ključen element pri iskanju trajnostnih rešitev, zlasti tam, kjer želimo podaljšati življenjsko dobo vozišč in zmanjšati porabo surovin. Vsi se soočamo z nestabilnim političnim okoljem, nihanjem cen in nepredvidljivimi razmerami na trgu. Prometne obremenitve se povečujejo, pretočnost prometa se zmanjšuje, hkrati pa nas zeleni prehod postavlja pred nove izzive in zahteve. A prav iz teh izzivov se rojevajo priložnosti za pametnejše materiale, učinkovitejše procese in trajnejše rešitve. Na te spremembe lahko odgovorimo le s sodelovanjem med stroko, industrijo in odločevalci. In naše skupne točke so pravzaprav jasne. Učinkovitejša raba energije, nižje emisije, pametnejše rešitve in stabilno okolje za razvoj gospodarstva. Vse to zahteva znanje, sodelovanje in vizijo, kar ta kolokvij že vrsto let uspešno povezuje. Zahvaljujem se Združenju asfalterjev Slovenije in vsem prisotnim za dolgoletno partnerstvo in zaupanje. Prepričan sem, da bomo tudi v prihodnje skupaj tlakovali pot napredka, tako za našo panogo, kot za celotno družbo. Hvala in želim uspešen kolokvij. Zdaj pa bi za besedo prosila še direktorico Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo, gospod Karmen Praprotnik. Izvolite, prosim. Spoštovani zbrani, prav lepo pozdravljeni tudi v imenu direkcije. Ob tej priložnosti iskrene čestitke. Uvodoma smo slišali, da ste že 30 let aktivno dejavni in da letos organizirate že 20. kolokvij, tako da iskrene čestitke tudi ob tej priložnosti. Če nadaljujem morda, ko sem se peljala, sem razmišljala o tematiki, o kateri bomo danes naslavljali vprašanja in o njej razmišljali in izmenjavali izkušnje. In se pravzaprav mi je utrnilo, da prav naš vsak dan, skoraj slehernega posameznika, ki uporablja dnevne migracije, se pravi, ki uporablja cesto, se vozi s kolesom in vse zadnje tudi pešači, uporablja asfalt. In morda se nam zdi njegova uporaba samoumevna, pa vendar za ustrezno kvaliteto te infrastrukture stoji ogromno znanja, inženirske natančnosti in vse zadnje tudi odgovornosti. In na direkciji se zavedamo pomembnosti kvalitetne infrastrukture in kot upravljalec 6000 km državnega omrežja glavnih in regionalnih cest skrbimo in vlagamo tudi posebno pomembnost in pozornost v same vozišne konstrukcije. Naj omenim, da seveda glavni cilj in odgovornost direkcije so varne ceste. In morda povzamem v številkah, da zgolj v okviru rednega vzdrževanja, ki na nivoju proračuna predstavlja približno tretjina vloženih sredstev, smo v lanskem letu vgradili, mislim, da 87.000 ton asfaltnih mešanic, kar pomeni, da je to velik del zgolj v okviru rednega vzdrževanja. Ne govorim o stroških, mislim, o uporabi na investicijskem vzdrževanju in samih gradnjah. Seveda nam je cilj, da optimalno upravljamo z infrastrukturo, ki jo imamo, in želimo, da so zagotovljeni tudi ustrezni pogoji za le-to, kar pomeni, da se želimo dovolj sredstev, da lahko sledimo pravočasnemu ukrepu rednega vzdrževanja,
da skrbimo za konstanten investicijski cikl in s tem zagotovimo tudi vse potrebe, ki jih od nas pričakujejo tako uporabniki kot gospodarstvo in vse zadnje tudi izzivi, ki so povezani z okoljskimi spremembami. Tudi iz tega vidika se kolegi, sodelavci ukvarjajo prav s pomisleki, ko se ozračje segreva, kakšne recepture uporabljati na bolj obremenjenih voziščih, primeroma tudi krožišča, kjer je zahteva od samega vozišča še tako zahtevnejša, ko imamo krivine, ko imamo težka tovorna vozila in seveda tudi tukaj zaznavamo probleme prav z pojavom kolesnic. Zdaj tisti optimum, ki ga vgradimo, noter pa seveda gre tudi zahvala vsem vam inženirjem, ki razvijate in nadgrajuje tudi to področje. Seveda, kot sem vmes že omenila, so sodobni okoljski izzivi, povečan promet, ki se odvija na cestah, kar je uvodoma tudi predsednik združenja omenil, kazatelji, da je še toliko bolj pomembno, da in če želimo slediti seveda tudi trajnostnemu vidiku, ki je tako rekoč neizbežen v sodobnem času, zelo pomembno optimalno gospodarjenje z vozišči. Kot sem rekla, želimo imeti dovolj sredstva na segmentu rednega vzdrževanja, s tem preprečiti propadanje naše infrastrukture do točke, ko bi le-ta rabila večji vložek, ki pomeni večji finančni vložek, kot tudi časovni vložek in oviro, ki se med samim ukrepom zgodi na infrastrukturi. Tako da s ciljem in željo slediti vsem izzivom, ki jih ni malo, želimo tudi v naših nadaljnjih letih in kot je bilo včeraj tudi že omenjeno, naj povem, da proračun prihodnjih 2 let, ki je sprejet, kaže dobro, kar pomeni, da bomo lahko sledili nadaljevanju tega investicijskega cikla. Mislim, da imamo v prihodnjem letu 350 milijonov evrov namenjenih prav rednemu vzdrževanju, investicijskemu vzdrževanju in samim gradnjam, kar se tiče cestne infrastrukture. Tako da in tudi vsako leto namenjamo več sredstev prav področju rednega vzdrževanja v upanju, da bo šel ta trend v smeri vsaj takšnem, kakršnem je zdaj, in z izmenjavo vseh izkušenj, za kar priložnost je tudi današnje srečanje. Veselim se tudi nadaljnje razprave na morda med odmori na nekem neformalnem druženju in seveda izmenjave dobrih praks in inovacij, ki jih razvijate kot inženirji in ki bodo v pomoč služile tudi nam kot upravljalcem infrastrukture. Tako da hvala lepa za povabilo in prijetno druženje in uspešen kolokvij želim. Hvala lepa, gospa Praprotnik. Z nami pa je tudi predsednik EAPA, Evropskega asfalterskega združenja, gospod Ralf Pomp, ki ga vabim k besedi. Mr. Pomp, please, welcome. Hello, my name is Ralf Pomp. I'm a civil engineer. I'm 63 years old, and I come from Germany, obviously. I've been here 15 years ago for the first time. Some of you might remember that I was a young engineer in that time, at least. And I wanted to present you a product of my company. We recycle roofing material to a secondary binder to asphalt. Today I'm here for the 4th time. I'm really happy to be here. And it's very impressive to see the change in that last 15 years. I had the chance to meet your meeting yesterday, and I heard at least 20 times the word EAPA when your members presented the work of your association in the last year. So what does that mean? That means that the SAS, Slovenian Asphalt Association, is a very active member in the work of EAPA, and this is what EAPA is about. We are an association of a national association as well as associated members, but it lives from members that do something together. And the core of the thing is that we are in the same boat. Our problems are the same, our issues are the same, and I can only assume that the themes that we are working on are very well represented and operated in Slovenia. So at the end, I can say thank you very much that Slovenia is so active in our association. We are very happy to have especially Slovenko as also the future president who will follow after me next year in the presidency. And we are very happy to work together, so let's continue to do like that. Thank you very much.
Thank you, Mr. Pomp. Sledi pa zahvala tudi ZASA, torej Združenja asfalterjev Slovenije, dolgoletnemu partnerju Petrolu, pa bom prosila gospoda Henigmana, da bova skupaj izpeljala to nagrado, pa mogoče ob tem seveda najprej nekaj besed, kajti Združenje asfalterjev Slovenije letos na Bledu obeležuje 20. kolokvij o asfaltih, bitumnih in voziščih. Pomemben mejnik, ki pa ga ne bi dosegli brez dolgoletnega partnerstva s Petrolom, kot ste lahko že slišali. Od ustanovitve ZASA leta 1996 naprej je bil Petrol naš zvesti sopotnik. Prav z njimi smo istega leta pripravili prvo skupno strokovno srečanje o polimernih bitumnih v Gozd-Martuljku. V naslednjih letih smo skupaj rasli, širili strokovna obzorja in utrjevali tradicijo kolokvija, ki je iz letnega dogodka prerasel v bienalni strokovni forum s prepoznavno vlogo tako doma kot v regiji. Skozi vse selitve, torej z Gozd-Martuljka v Kranjsko goro in nato na Bled, ter skozi vse razvojne faze dogodka, torej od kolokvija o bitumnih do današnjega kolokvija o asfaltih, bitumnih in voziščih, je Petrol ostal glavni pokrovitelj, soorganizator in predvsem zanesljiv strokovni partner. Njihova podpora, strokovnost in razumevanje pomeni kakovostne cestne infrastrukture in tudi bistveno prispeva k temu, da je ta kolokvij postal najpomembnejše srečanje stroke v Sloveniji. Ob letošnjem jubileju se zato želimo iskreno zahvaliti vsem vodstvom Petrola skozi pretekla desetletja, ter posebej sedanji upravi in predsedniku uprave, gospodu Sašu Bergerju, za nadaljevanje te dragocene tradicije. Vaša zavezanost razvoju stroke ter podpori skupnosti je izjemno cenjena. V imenu Združenja asfalterjev Slovenije hvala torej za 20 let zaupanja, partnerstva in soustvarjanja skupnih zgodb. Naše dobro sodelovanje tudi naprej. Hvala lepa. Spoštovani, v imenu skupine Petrol iskrena hvala za pomembno priznanje, ki ga razumemo kot potrditev dolgoletnega zaupanja vrednega sodelovanja z Združenjem asfalterjev Slovenije in na nek način priznanja našim skupnim naporom pri razvoju cestnega omrežja v Sloveniji. Na nagrado smo ponosni, pa vendar se mi zdi še pomembnejše je naše dolgoletno partnerstvo, ki ga gradimo že več desetletij. In seveda v Petrolu smo veseli, da smo bili, da smo in da bomo tudi v prihodnje zanesljiv sopotnik, skupni sopotnik pri razvoju cestnega omrežja in pa asfalterske dejavnosti. Tako da še enkrat iskrena hvala in priznanje. Hvala. Hvala lepa.